častniki, počastniki, vojaki. Najprej ne rečem, da mi je veliko veselje in čast, da ste me povabili in da ste mi omogočili nekaj uvodnih programov besed. Z njih bi rad poudaril, da vsi mi, ki smo tukaj zbrani, služimo miru. Zaupane so nam sicer zelo različne naloge, civilne in vojaške, za različnimi pooblastili, tudi z enim in enakim ciljem. In to je, da ohranimo in okrepimo varnost domovine, zavezništva in njegove vloge za zagotovitev mednarodnega. Znova in znova ponavljam, da mir ni samo miren, danes bi rad poudaril, da je tudi nedeljiv. V sodobni, povezani mednarodni skupnosti je to tudi takem odločilnega pomena, da po mirni poti rešujemo še tako zapletena, težka in zahtevna politična in varnostna vprašanja. Zlasti pa moramo biti pozorni, če se taka težka, zahtevna, politična in zlasti varnostna vprašanja zgoščajo, kar se zlasti v zadnjem času dogaja in vzbuja potrebno skrb civilnih oblasti in seveda tistih, ki so poklicani za to, da po potrebi zaščitijo tudi varnost, če je ta ogrožen. Če se zgodi, da kdo v nasprotju z ustavno listino Združenih narodov uporabi silo za dosego političnih, ideoloških ali drugih ciljev in ogrozi mir in varnost, moramo biti sposobni, to je naša dolžnost, da skladno z načeli te ustanovne listine in z našimi zavezami kot zavezniki pripomoremo na primeren in sorazmeren način odgovoriti na ta varnostni izziv, zagotoviti stabilnost in mir. Kot predsednik republike, osebno, pa tudi moja država, je zelo privržena mirnemu reševanju spora. Iz naših lastnih izkušenj vemo, da to terja veliko požrtvovalnosti, predanosti in tudi pripravljenosti na razumne kompromise. Torej naša privrženost mirnemu reševanju sporov je napor, ki je potem visoko poplačan iz ohranitve stabilnosti in zaupanja v reševanje vseh problemov za dialogom in za razumnimi dogovori. Tako privrženost mirnemu reševanju sporov si želimo in pričakujemo tudi vseh ostalih, ki imajo danes pomembno vlogo pri reševanju kriznih vprašanj v mednarodni skupnosti. Slovenci pa vemo, da je mir tudi ranljiv in da ga je potrebno mestoma obraniti za vojaško silo. Odločilno je, da so razlogi pri taki odločitvi za uporabo vojaške sile nedvoumno pravno in moralno jasni, politični cilji za to pa legitimni in razumljivi. Za take razmere smo dolžni biti pripravljeni in, koliko razumem, služi temu tudi ta pomembna vojaška vaja. V čast mi je, da vas lahko pozdravim, predsednik republike in kot vrhovni poveljnik velikov obramnih sil. Želim vam, da bi tudi za to vajo dosegli zastavljene cilje, da bi stkali pristne medčloveške odnose in poglobili vsestransko zaupanje in prijateljstvo. Uspešno vajo in veliko prijateljstva. Hvala.